Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. V tokratni oddaji se bomo sprehodili skozi bogato življenje našega tokratnega gosta, našega sogovornika, prvega predsednika slovenske vlade, Lojzeta Peterleta. Dobrodošli. Pozdravljeni. Midva sva že posnela kakšen pogovor, ampak čisto otroštvo pa še nisva šla. V kakšno otroštvo ste vi doživljali? V kakšni družini ste odraščali? O tem otroštvu bi lahko napisal debelo knjigo. Vi boste? Imam nekaj že zapisanega. Veliko stvari se mi je zgodilo v življenju. Res bi rekel, da sem imel bogato in pestro, zanimivo življenje. Ampak iz mladosti se spomnim recimo, da sem bil, torej prvo, bi rekel, zahtevnejše delo, če tako rečem, je bila paša ene koze. Torej, jaz sem skrbel, ko sem bil star 6-7 let, za eno kozo, in ko sem to enkrat razlagal kolumbijskemu zunanjemu ministru, ki ga je FARC ugrabil za 6 let in je čez 6 let ušel iz tistega zapora, in so si pravila vsak svojo zgodbo, namreč to je prišlo zaradi orgelc. Tam sem imel lep večer in sem jaz eno zaigral. Pa me je vprašal, kako sem se naučil, in sem rekel, ja, mi je stric poslal orgelce, ko sem bil tukaj in tukaj star, in sem privezal kozo za grm. No, je rekel, pa kako, da si pasul eno kozo? Sem rekel, zato, ker smo imeli samo eno. To v Južni Ameriki ni predstave, da bi imel eno kozo, ampak meni ni noben rekel, meni ni noben povedal, da smo bili revni. Jaz sem to ugotovil šele kasneje, tako da jaz mislim, da sem preživel eno lepo mladost. Starši so me naučili dve temeljni stvari: spoštovati drugega in delati, in to mislim, da je bila glavna popotnica, ki se je držim še zdaj. Koliko vas je pa bilo? 4. Kako je šlo potem nadaljevanje, šolanje? Zanimiv, kakšna je bila moja prva poklicna želja, kaj naj bi bil, ne? Ni bila, da bi bil, ne vem, velik kmet ali duhovnik ali miličar, se je takrat reklo, ne, to mi tako ne bi prišlo na misel. Smo rekli policaj. Smo pa rekli miličar, ne, ampak prva moja želja je, da bi bil berač. To se zelo čudno sliši, to lahko še postanem, bi rekel. Tam je prišel enkrat, dvakrat na leto je prišel nek človek, ki je bil res berač, in smo mu rekli bela miš, ker je imel eno belo miško s sabo, ki se mu je skozi vrtela po rokah in plezala po njem. In ti človek je bil zame tako nenavaden, da bi rekel, odstopal od tega, kar sem videl v vasi, in sem rekel, kom pa jaz velik, bom pa berač. Ne? No, zdaj, berač niste nikoli bili, ampak po svetu ste pa veliko hodili. Po svetu sem veliko hodil, ne bi rekel, da sem prosil, ampak ko je šlo za državo, sem tudi prosil, seveda, oziroma nagovarjal sogovornike, da bi podprli Slovenijo, zlasti ko je šlo za mednarodno priznanje. In sem vesel, da sem pridobil take ljudi, kot je bil Helmut Kohl ali papež Janez Pavel II, še kdo na tem svetu, tako, to so druge zgodbe. Tega se bova še dotaknila. No, po šolanju, kako je šla vaša pot? Kaj ste se potem izučili? Mi smo se iz tistega hektara, na katerem smo živeli, do 58. leta preselili v Mirensko dolino, in starši so se želeli premakniti iz tistih krajev, da bo otrokom boljše. To je bil motiv, in smo šli z 1 hektara na 3,5. To je bil skok mojih staršev, velik dosežek. Se spomnim, kako je oče s ponosom potem še eno njivo dokupil. On je bil sicer krojač, ampak zato, ker ni bil prvi od 9 otrok, prvi je dobil kmetijo, on se je šel pa za krojača učiti. In to mu sem videl, da mu nekako ni bilo všeč, bi bil raje kmet, in je res z velikim veseljem in srcem je kupil tisto knjigo. No, in sem se pol 4 leta vozil z vlakom v gimnazijo v Novo mesto, potem sem šel študirati zemljepis in zgodovino in potem še ekonomijo v Ljubljani. Hotel sem delati v turizmu, takrat je bila to moja ambicija in mi je to še zmeraj, bom rekel, blizu.
In sem se v Ljubljani vključil v eno družbo, ki se je reklo Revija 2000. To je bila ena skupina kristjanov, mladih razumnikov, študentov, ki so želeli odprt, svoboden prostor tudi za svoje družbeno delovanje. In mi smo jih dobili na začetku strani partije, pa tudi cerkev ni bila navdušena nad nami, ker mi smo stali nekako med dvema ognjema, ne. In iz tega kroga je potem, mi smo študirali sistematično krizo evropske zavesti, se je rekel, je bilo rečeno v projektu, prevajali smo Bubra, Simone Weil, Levinasa, imena, ki so danes že bolj znana v Sloveniji. Skratka, mi smo evropske teme zelo natančno študirali, tako da sem se imel za precej pripravljenega, ko je potem prišla ta, kako bi rekel, izbira za predsednika vlade name. Ja, in iz tega kroga je prišla tudi pobuda za ustanovitev slovenskega krščansko-socialnega gibanja, ki se je potem na mojo pobudo preuredilo oziroma prelevilo v pravo stranko, v Slovenske krščanske demokrate. Takrat, ko je bilo recimo že to dovoljeno, ne? Ali pa niso toliko nasprotovali pred samim torej, to razpadom? takrat je bilo že mogoče, ampak mi se v statutu še nismo smeli imenovati stranka, ampak smo bili politična organizacija, ne? In smo šli kot taki potem tudi na volitve. Kako se spomnite tistega pomladnega vrenja? Nekako, ko pomislimo na pomlad, pomislimo tudi na to afero JBTZ, na varstvo človekovih pravic, na tiste proteste. Ja. Jaz sem doživel to vrenje, sem vesel, da sem ga doživel, oziroma tudi bil del njega. Se spomnim, ko me je Bavčar poklical, če pridem na pomoč, in sem bil član tega odbora za človekove pravice. Sem organiziral tudi za zaprte celonočno bedenje v frančiškanski cerkvi. Primož Ramovš, znameniti naš kompozitor in muzik, je orglal celo noč. Skratka, takrat se je dogajalo in ta JBTZ z odborom za človekove pravice je bila ena komponenta, bi rekel, zelo močna komponenta, ki ni šla v smer politične stranke, je pa zbudila Slovenijo, ne. Temu odboru se je priključilo čez 100.000 ljudi, ne. Marsikdo se je čudil, zakaj ne naredimo iz tega stranke, ampak smo presodili, da to ni ta pravi naslov, in so stranke potem se razvile, bi rekel, na drug način, po drugi poti. Vemo za seveda prvo lastovko, ki se imenuje SLS, in potem druge stranke za njo, čeprav SLS takrat, pravim, nihče takrat še ni smel biti stranka, ampak vsi smo vedeli, da je to zametek strankarskega življenja. Jaz moram reči, da nisem nikoli prej razmišljal o kakšni politični karieri, najmanj pa sem sanjal, da bom ali da bi moral biti predsednik vlade, ampak ker smo Slovenski krščanski demokrati znotraj Demosa te volitve zmagali. Tak pa je bil dogovor. In je bil prej dogovor že, da tisti, ki bo v družbeno-političnem zboru zmagal, bo mandatar. Namreč zbor občin smo delali skupaj, smo iskali skupne kandidate. V zboru združenega dela, ta itak ni bil ravno demokratično izbran, je bilo drugače in tam Demos tudi ni imel večine. Jaz sem takrat Pučniku, ki je izgubil predsedniške volitve, je vedel več o demokraciji, ker je bil v Nemčiji vrsto let, in ker je bil ateist, sem mu jaz predlagal, da bi on vodil vlado. On je ostal praznih rok, ne, ampak si vzel en dan časa in eno noč, midva sva se 2 uri po Rožniku sprehajala, sem rekel: Jože, ti veš bolje, tebi bo lažje, name kot kristjana bo padel ves kulturni boj, ker bo to za drugo stran težko prebaviti, da vodi stranko nekdo tako drugačen, vlado nekdo tako drugačen, ne. In sem imel tudi prav, ne. Seveda je verjetno padalo ne samo iz druge strani, tudi znotraj Demosa so bili ljudje, ki
krščanski demokrati niste bili najbolj po volji. Ja, mi smo bili, kako bi rekel, veliko presenečenje. Tako rekoč nobeno javno mnenje ni napovedovalo naše zmage in mislim, da je Tone Tomažič, ki je bil v SDZ-ju, precej natančno popisal, kakšno razpoloženje je tam bilo. In jaz se spomnim Ivana Omana, ko sva se srečala v Ljubljanskem dvoru, kjer smo imeli mi 8. aprila volilni štab, oziroma čakali smo rezultate volitev. Ko smo zvedeli, da so zmagali krščanski demokrati, torej Ivan Oman je rekel, takrat, ko smo zvedeli, da so zmagali krščanski demokrati, je začel Demos razpadati, ker za nekatere je bilo to zelo hudo. Hvala Bogu so vsaj eno leto potrpeli, takoj potem pa so, oziroma pravzaprav Tonetova knjiga govori, da je prišel predlog že pred osamosvojitvijo, ampak ko so iz pušk še kadili, je dal Janša predlog, da zamenjamo Bučarja, Peterleta, šefa ustavnega sodišča. Vsega tega se ne da narediti brez predsednika države, za katerega vemo, kdo je bil. Skratka, ampak Demos, jaz bi rekel takole, tisto, kar smo se zmenili pri Omanu, ker tam je bil Demos, tam je padla odločitev v njegovi hiši, da ustanovimo Demos. Mi smo ga potem v Šiški ustanovili nekaj časa kasneje, ampak temeljna odločitev, da gremo skupaj, je padla v Omanovi hiši. Jaz sem bil takrat tudi zraven in to, rekel, jaz se z veseljem spominjam tistih trenutkov, tudi zato, ker tisti čas smo bili sposobni delati take odločitve, oziroma se tako odločati, da je bil nacionalni interes pred vsakim drugim interesom. Recimo Pučnik ni imel nobenih oblastnih egoističnih pretenzij. Recimo, ker sem iz kakšne druge stranke slišal človeka, ko sem ga povabil v vlado, pa je rekel, jaz sem lahko samo predsednik vlade. Ga raje ne imenujem, ker SDZ je nekako se smatrala, da bo zmagala in da mora imeti predsednika vlade. Ampak vseeno so to nekako, rekel, nekaj časa zdržali, dolgo ne, ker recimo julija 91, kmalu po vojni, je Rupel nekje razlagal o neoklerikalizmu, torej tega tudi ultralevica v Sloveniji, rekel, ne more razumeti, da nekdo, zlasti pa, da ne rečem, moj minister, mene leskadej uvršča v klerikalno smer. Mi smo bili že takrat od začetka pač stranka, ki se je inspirirala s krščanskim etosom, ampak naš vzor je bil takrat CDU, CSU, laične stranke, in so to ljudje tudi razumeli. No, omenili ste žal že pokojna Jožeta Pučnika in Ivana Omana. Kako gledate na njo? Jaz ohranjam spoštljiv spomin z veliko hvaležnostjo do obeh. No, pa tudi France Bučar, mimogrede, tudi v Sopotnik. France Bučar sem ga jaz nekoč vozil po Sloveniji, da je predaval o totalitarizmu in me je kasneje presenetil, ker on je veliko prispeval, on je bil eden od glavnih pri podiranju Demosove vlade. Jaz sem čas mislil, so bili nekateri bolj, ampak on je to celo popisal v knjigi Ujetniki preteklosti, je naredil iz nas eno strašilo, začel, pisal o problemu, skratka, o možnosti desnega totalitarizma. Pol je iz iste stranke se je pojavila Spomenka Hribar, Ustavimo desnico. Jaz sem jo srečal pred nekaj leti, se je rekel Spomenka, a sem bil jaz grožnja Sloveniji, demokraciji s 13%, a je bil Oman ta grožnja z malce, z mečken manj
rezultata, ne, je rekla, saj nisem mislila na tebe, jaz sem rekel, na koga smo potem mislila, ne. Skratka, jaz bi tako rekel, če bi hoteli v Sloveniji resnično spremembo, bi bilo treba desnico, krščanske demokrate krepiti, ne pa jih ustavljati, ne. Potem bilo danes drugače, ne. Mi imamo nedokončano tranzicijo, v 2 letih smo lahko naredili samo to, kar smo. No, največ, kar ste lahko, da smo se osamosvojili, ne? Gotovo, ampak jaz sem že ob 20-letnici oziroma 15-letnici rekel javno, da osamosvojili smo se, osvobodili se pa nismo, ne. Osvobodili bi se, če bi res speljali preobrazbo, tako kot so jo Poljaki ali Čehi, Slovaki, Madžari, ampak mi smo stali na pol poti. Tam se je vrnila stara manira, če tako rečem, in to se naši politiki, naši ekonomiji in našim odnosom še močno pozna. Kako gledate mogoče tudi na ta del, da je veliko tistih ljudi, dobro, govoriva mogoče o lustraciji, veliko tistih ljudi, ki so bili v prejšnjem sistemu zelo močno vpeti v kršenje človekovih pravic, mimogrede, marsikdo je bil tako ali drugače, ali pa je vedel za povojne poboje, pa imamo povojne poboje, nimamo pa nobenega, ki bi odgovarjal za te povojne poboje. Kako si to razlagate, da je pri nas na nek način, kar se tega tiče, ostalo vse tako, kot je bilo takrat, ne? Sicer dobro, povojnih pobojev ni več, ampak kaznovani pa tudi niso. Ja. Ni prišlo do katarza. Glejte, Pučnik je vodil to komisijo v Državnem zboru, vendar ljudje, začenši z Ribičičem, ki so bili takrat zraven, se niso ničesar spomnili, ne. Spomin jim je odpovedal, bomo rekli v narekovajih, ne. Plus tega je treba upoštevati dejstvo, da, jak ste omenili ilustracijo, da mi v situaciji pred osamosvojitvijo smo hoteli zagotoviti, da bo osamosvojitev uspela. Če bi mi začeli notranjo fronto, sem prepričan, bi dobili 5. kolono, ki bi lahko potegnila z Beogradom. In take situacije, eno tako smo videli v 2. svetovni vojni oziroma v revoluciji. Torej, mi nismo želeli, da se zgodi na Slovenskem še ena delitev, ne. In nas je okrepil rezultat plebiscita, kajti s programom samostojne Slovenije smo zmagali, bi rekel, zmaga Demosa je bila, ampak je bila pičla, je bila 55% samo, medtem ko je ta projekt osamosvojitve plebiscit potrdil z resnično zgodovinsko večino, plebiscitarno večino 90%, in to je bilo tudi za ves svet sporočilo, da gremo v to. Čeprav mimogrede bi rad rekel, da mi smo imeli že tisti teden večino denarja pripravljenega. Pred plebiscitom smo natiskali ta rezervni denar, za vsak slučaj, če bi se začele represalije z Beograda. En teden prej smo pokazali naše fante, bom jaz rekel, jaz takrat nisem mogel reči drugače, kot da mi je prvič zadišalo po Slovenski vojski, kar nekatere še danes moti, ampak tam so res stali fantje, ki so bili pripravljeni dati tudi življenja, eni so jih tudi dali. Torej, mi smo, zdaj razlagali, smo govorili o ilustraciji, skratka, tudi v predsedstvu Demosa ni bilo večine za lustracijo. Tudi mislim, da je dr. France Bučar samo preko mojega trupa. France Bučar sveda ne, Jože Pučnik je rekel, potem bomo vsi drugačni, tudi oni bodo drugačni. On je bil idealist, bi rekel, v tem smislu, jaz mu po etični plati dajem prav, ne. Po politični pa mislim, da se je malo motil, ne, ker ta drugačnost se v marsičem še ni zgodila, čeprav nas držijo ali moramo spoštovati iste zakone, ne. Da ne omenjam drugih velikih imen, ki niso bila za to. Torej, jaz mislim, da smo se prav odločili, da takrat nismo šli v lustracijo. Sva pa z Janšo potem predlagala malo kasneje, ko smo imeli zunanjo fronto
zavarovano, ko smo imeli mednarodno priznanje. Torej, takrat, mislim, da sta pa predlagala to celo dvakrat, pa zadeva ni šla skozi, ker v slovenskem parlamentu doslej ni bilo večine, ki bi to potrdila. Nekateri neupravičeno kritizirajo zadržanje takratne vlade, vendar lustracija bi se lahko zgodila samo z zakonom, kot se je povsod drugod. Če bi dali mi tak zakon not, recimo hipotetično, bi doživeli blokado zbora Združenega dela, tako kot smo jo doživeli, ko je moja vlada predlagala zakon o lastninjenju. Danes se, ko se reče temu danes, fake news po angleško, danes se govori, da je Peterle privatiziral, oziroma Demos je privatiziral. Mi nismo nič privatizirali, ker nam niso pustili, da bi šel zakon skozi. Tudi tukaj je Bučar odigral vlogo, lahko vprašate nekdanjega predsednika zbora Združenega dela, ravnatelja Zupančiča iz Celja, kakšna je bila komunikacija, ko je bilo treba ustaviti ta zakon o lastninjenju. Skratka, Demos ni nič lastninu, ker njegov zakon ni šel skozi. So pa nekateri potem privatizirali, ne? Številni, kar precej jih je bilo. In zakon je šel spremenjen seveda skozi v času Drnovška. Na zadnji dan njegove vlade, oziroma na zadnji dan dela takratnega državnega zbora. To je bila zadnja odločitev. Ja. Skratka, ni šlo samo za to, kako bomo privatizirali, ampak kdo bo privatiziral, in to mislim, da je Brejc to še kar dobro popisal. Ja, dobro, v svoji knjigi, ne. Greva malce naprej. Seveda ste bili potem tudi v svoji karieri tudi zunanji minister, seveda velik uspeh Slovenija sprejem v NATO, v Evropsko zvezo. Vi pogosto to besedo uporabljate, ne Unija, ne? Ja, ker mi zveza pove vse, kar drugim pove Unija, in imam rajš slovensko besedo, če jo imamo. Tako, lepša je. Tudi ne rečemo mi Sovjetska unija, mi rečemo Sovjetska zveza, pa je čisto jasno. No, in dolga leta ste preživeli tudi v Evropskem parlamentu kot evropski poslanec. Pa me zanima, kako gledate na to, kar se zdaj dogaja z Združenim kraljestvom. Brexit, zdaj očitno brez dogovora, pa vse se praktično iz dneva v dan ne ve, kaj se bo zgodilo. Vsekakor pa, če grejo Angleži, če gredo Britanci ven, je to zelo slabo, ne? Jaz sem to spremljal od samega začetka, ko je David Cameron zahteval oziroma prišel s to idejo in potegnil britanske konzervativce, ki so bili del Evropske ljudske stranke, in imeli smo tako ani EPP, se pravi Evropska ljudska stranka in Evropski demokrati, ED se je to imenovalo, in smo zelo dobro sodelovali. Prav dobro sodelovanje smo imeli, ampak on je imel napačno predpostavko, da bo s to potezo okrepil svoj položaj, ampak predpostavka je bila napačna, skočil je v bazen brez vode. Ljudje so bili zavedeni in niso vedeli, kaj jih čaka, če se referendum zgodi. Danes vejo veliko več, ampak potem je še nekaj ljudi skočilo v bazen brez vode. Ta zadnji je zdaj Boris Johnson, ki je še v sedlu, nima pa v rokah več vajeti. Ki se pa zdi najbolj trmast. Ja, torej je trmast, ampak on nima več večine. Človek iz njegove stranke je prešel k liberalom in podaril njegovo minimalno večino. Brat ga je zapustil, mimogrede? Tudi brat ga je zapustil, kar pomeni, da je stvar zelo resna. Skratka, jaz moram reči, da se kot nekdo, ki je študiral zgodovino ali pa ki je dolgo že v politiki, se čudim, da se taki naciji, kot je Velika Britanija, rekel, taki državi, po vsej politični izkušnji, in naj bi bila zgled demokracije, lahko zgodi tak debakl, bi rekel, taka katastrofa. In danes sindikati opozarjajo politiko, kaj bo z delovnimi mesti, kaj bo s cenami, kaj bo z valuto in tako naprej. Torej, tle zgleda, kot da temu ne bo konca, ampak jaz še vedno ne verjamem v Brexit. Če bi pa šli v to, kar Johnson forsira, v ta no deal, se pravi, kar gremo, kar zapustimo, nas ne zanima pogodba, ne plačamo več, mi gremo.
Torej, to mislim pa, da je vratolomno početje. Za koga slabše? Za njih slabše, ampak slabo tudi za nas. Lejte, mi smo bili 40 let skupaj z njimi, no, mi smo prišli malo kasneje, ampak vseeno 40 let skupaj. To so 100 tisoči strani zakonodaje. Ne, kaj naj oni naredijo? Ali naj čez noč sprejmejo vse nove britanske zakone? Če jih pa ne sprejmejo ali spremenijo, bi rekel, se pa vprašaš, zakaj potem greš, če živiš po evropskih zakonih. Ne, ta stvar ni bila premišljena, oziroma, kot sem rekel, bila je na napačni predpostavki, da bo to okrepilo Kameruna, oziroma on pravijo, ni verjel, da se bo referendum zgodil v to smer. No, ampak pol pride seveda tukaj še migrantsko vprašanje. Jaz sem sam naročil eno raziskavo, ki je pokazala, da je imel močan vpliv, je imelo migrantsko vprašanje, tudi izjave kanclerke Angele Merkel, ta njen stavek, kar pridite, ni bil lepo sprejet v Veliki Britaniji, oziroma so ga pospeševali kot vprašljivo zadevo. Tako da, bi rekel, stvar je zelo zapletena. In jaz zastopam že nekaj časa stališče, da če se politika ne more odločiti, in oni se že nekaj let ne more odločiti, kako oditi, potem naj se odločijo ljudje. Pa je možno to po, ne vem, britanski ustavi, da še enkrat odločajo istem vprašanju? Torej, oni itak nimajo ustave v našem pomenu besede, imajo pa parlament, ki se lahko kaj odloči. Dobro, zdaj ga je Johnson kakor suspendiral, ne? Ampak jaz mislim, da 31. oktobra mi ne bomo videli tega odhoda. Lahko bo pa še veliko negativnih posledic že do takrat. Ampak jaz sem govoril zdaj na Bledu, je bila ena laboristka Gisela Stewart, bila skupaj v predsedstvu Evropske konvencije, ki je v prihodnosti, ki pripravlja to ustavno pogodbo, iz katere je nastala Lizbonska pogodba. Ona mi je rekla, da upa, da bodo zadevo le premaknili v bolj resne vode. Laboristi začenjajo, rekel, bolj konstruktivno politiko, ampak ta res ali iti ali ne, obstaja tudi pri laboristih, tako da eni so za, eni so proti. Če bi dali pa zdaj le ljudem zadevo, pa jaz mislim, da bi bila vsaj taka večina proti izstopu, kot je bila prej za izstop. Bodo predčasne volitve? Lahko to kaj spremeni pri njih? To bi lahko spremenilo. Lahko pa pridejo na oblast kakšni populisti, ki pa so bolj usmerjeni za izstop? Jaz mislim, da so populisti s Faražem dosegli nekako svoj plafon in jaz mislim, da je čedalje več informacij, ki dajo ljudem vedeti, kako bo, če ne bo. Pol imamo ta nerešen problem z Irci. Po nekem scenariju se lahko zgodi, da se Severna Irska združi z večinsko Irsko. Lahko se zgodi, to so Škoti že napovedali, da bo tam še en referendum o samostojnosti, je tako rekoč napovedan. V Walesu niso čisto nič zadovoljni s to situacijo, tako da mi lahko iz tega dobimo zelo manjše Združeno kraljestvo. Tako da na koncu tako za Britance kot za Evropejce najboljše, da ostanejo v Evropski uniji. Nedvomno, torej ne pride. Vse študije, za katere vem, ali vsi pogovori, ki sem jih imel z Barnierjem, glavnim pogajalcem, torej vse to govori, da je ta odločitev, oziroma da bi bil izstop Velike Britanije nespameten, škodljiv za eno in drugo stran, ne samo ekonomsko. Treba je vedeti, da živijo 100 tisoči Britancev na kontinentu, ker jim je lažje živeti v Španiji ali pa v Prekmurju ali še kje drugje. In to so vprašanje človekovih pravic. Bomo omenili eno zelo banalno stvar.
drugače lahko ti peleš psa v Španijo, če si član Evropske zveze, kot če nisi. In ljudje imajo veliko psičkov, ne, in ne želijo problemov zaradi tega, ampak če si not, potem te vežejo neka pravila, če nisi, te pa na meji vprašajo, kdo si, kaj imaš, kaj hočeš in tako naprej. Skratka, mislim, da res prihaja zdaj do zavesti, kakšne bodo posledice, če bi šli ven. No, sodelovali ste tudi na zadnjih evropskih volitvah. Nekateri so se bali, da bodo mogoče zmagali tisti, ki so zelo ekstremno v levo obrnjeni, ali pa tisti, ki so zelo ekstremno v desno obrnjeni. Zdaj vemo, kaj se z nekaterimi temi dogaja v Grčiji, recimo so levičarji ekstremni izgubili, Salvini, če je to desničar, je ekstremen, je recimo tudi zdaj na nek način, saj kar kaže, malce padel, se mu ni šlo. Kako gledate vi na to? Glejte, Syriza je bila v Grčiji kar precej časa na oblasti. Jaz poznam novega premierja Mitsotakisa, on je sin od starejšega Mitsotakisa, ki je za marsikoga presenetljivo takrat podprl samostojnost Slovenije kot član Evropskega sveta in sem mu za to hvaležen. Mitsotakis je zelo izobražen, zmeren mož in jaz mislim, da bo dobro vodil ekipo. Pri Ciprasu je treba povedati, da je na koncu le postal realist in je sprejel tisto, kar ga je lahko potegnilo ven, se pravi, je sprejel ukrepe Evropske zveze. Mimogrede, so naša levica že realisti? Veste, kje Meščeva, recimo, Kordišova? Jaz mislim, da bo tam ne pričakujem v kratkem spremembe. Oni imajo zelo jasno linijo. Jaz sem vesel, da je Cipras vendar uspel z Makedonijo, ki se zdaj imenuje Severna Makedonija, doseči nek dogovor, ki je deblokiral po 25 letih vprašanje imena. Ne. To je poseben primer v svetovni zgodovini, da nekdo postavlja pod vprašaj ime države. Ne. Torej, M+, ne? Ampak evo, so zadevo pripeljali do tle, ampak zdaj je vprašanje verodostojnosti Evrope, ne, ker v Bruslju so rekli, če rešite to, greste naprej. Ne. Zdaj pa imamo nekatere države, ki so proti temu in pravijo, najprej se moramo mi zmeniti s sabo, ali najprej se moramo mi zmeniti, s kakšno Evropo želimo naprej, potem pa jemljemo zraven. Ampak jaz mislim, da bi bilo prav in pošteno, če bi zdaj vsaj Makedonija dobila, ker je 10 let zapovrstjo je dobivala pozitivne ocene, da je zrela za pogajanja. In če hoče Evropska zveza vplivati na reforme v Makedoniji in v drugih državah kandidatkah, je najboljša pot ta, da se preko pogajanj pride do reform. To je bila tudi naša pot, je bila Hrvaška, so bile vse druge. Ne. Najhujše je biti v čakalnici in čakati in to vodi v frustracije in tudi ljudje potem zgubijo veselje nad tako prihodnostjo oziroma tako situacijo. Ali pa malce v prispodobi, Branko Đurić je film dober posnel Na nikogaršnji zemlji. Ne? Ja. Malce v šali. No, Salvinija sem še tudi omenil. Ja. Salvini, se mu ni šlo, ne? Torej, jaz bi tukaj nekaj povedal. Jaz sem se pogovarjal s Salvinijevimi ljudmi, tudi z enim njegovim ministrom, in sem hotel vedeti, zakaj se oni sami imajo. Ne? In mi je ta minister rekel, lejte, mi se nimamo ne za nacionaliste, ne za populiste. Ne? Se pa imamo za ljudi, ki so bliže malemu človeku, kot so velikemu kapitalu. Ne? In mi malo drugače gledamo na ene stvari, kot gledajo v Bruslju. Ne? In je zelo poudarjal mali biznis, mala in srednja podjetja. Ne? Sveda jasno je, kakšno imajo oni migrantsko pogled na vprašanje beguncev oziroma migrantov. Ne?
Mi, seveda Slovenija, s to stranko, ki je zmagala volitve, ne komuniciramo, bi rekel. Zdaj, mislim, da je prav, da je predsednik Italije dal mandat Conteju še enkrat in da so se pač za to vlado zmenili. Kakšne bodo pa naslednje volitve, bomo pa videli. Ker Salvini, torej jaz nisem zastopnik Salvinija, ampak on govori govorico, ki ljudje zastopijo. In so ga podprli. Nekaj podobnega kot Orban? Nekaj podobnega. In če vi govorite z ljudmi iz Salvinijeve stranke, se čutijo bliže Srednji Evropi, da ne rečem Orbanu, kot se čutijo zahodni. To je zelo zanimivo, ampak mimogrede bi rad povedal, da sem se v zadnjih letih trudil, da bi bilo veliko več političnega dialoga med Zahodno in Srednjo Evropo. Na Zahodu ne vedo, zakaj smo mi različni. In ko je šlo za Orbana znotraj Evropske ljudske stranke, sem se jaz zavzemal za ta takvani avstrijsko rešitev, kot je bila dana Šislu, ko je imel probleme s Hajderjem. Gre za neke vrste sporazum oziroma prostovoljno zamrznitev članstva. In takrat sem rekel, glejte, ko so nekatere zahodne države osvajale eksotične kontinente, Južno Ameriko, Afriko, vemo, kaj so tam delali, ko smo se mi 3 stoletja borili s Turki v Srednji Evropi. Oni so osvajali, mi smo se pa branili. Če so šli Turki na Dunaj, so šli 2-krat čez Slovenijo, tja grede, pa nazaj grede. Ko je Zahodna Evropa delala svobodno, demokratično Zahodno Evropo, oziroma najprej skupnost, potem zvezo, smo imeli mi pol stoletja komunizma. In imamo druge izkušnje in iste besede, kot je svoboda, demokracija, solidarnost, lahko bi še kaj drugega naštel, imajo majčkeno drugačen pomen pri nas. In to razliko je dobro razumeti, ker mi, če hočemo delati močno zvezo, več dialoga. In jaz sem govoril z resnimi Francozi in drugimi na Zahodu, so mi vsi priznali, da se ne ukvarjajo s Srednjo Evropo. In jaz pravim, glejte, politiki niso večni, lahko se zgodi Orbanu kaj ali Kačinskemu, ampak ona dva lahko jutri nehata, pa bodo problemi ostali enaki. In problem je v tem, da mi istih vrednot ne razumemo enako. In Srednja Evropa je del tega ideološkega glavnega toka, ki prihaja z Zahoda, je zavrnila. Recimo, v Srednji Evropi se močno poudarja pomen družine. Na Zahodu tega poudarka ni. Ali pa je neprimerljivo manjši. Je drug pogled na migracije. V Srednji Evropi imamo drugo izkušnjo, drug pogled. Je pa jasno, da ne moramo imeti ene zveze pa 2 migracijskih politik. Nekje ograjo, nekje pa prost prehod. Tako da to vse čaka Ursula von der Leyen, ki mislim, da ni začela slabo, jutri bo predlagala komisijo in jaz upam, da bo sestavila zgodbo tako, da bo Evropa ostala skupaj. Kakšen resor pričakujete za Slovenijo? Pa mimogrede, niste uspeli na evropskih volitvah, da bi postali še naprej evropski poslanec. Ste mogoče računali, glede na svoje izkušnje, da bi bili pa vi tisti, ki bi vas slovenska politika predlagala oziroma vlada predlagala za evropskega komisarja? Na to nisem računal, čeprav mislim, da bi bilo moje ime glede na moje izkušnje evropske in slovenske, seveda, da bi bilo konkurenčno, ampak slovenska politika tega ne jemlje tako, kot jemljejo kje drugje. Jaz sem tudi javno povedal, da bi se mi zdelo prav, da vlada ponudi 3 imena in eno od teh naj bi bilo iz opozicije, eno pa drugega spola. Tako da daš šefu komisije eno priliko, da kaj izbira. Juncker je nekatere zavrnil pred 5 leti. Jaz upam, da v tem primeru zdaj do tega ne bo prišlo. Borba za resor je zelo močna.
tudi za resor, za katerega zgleda, da bi ga Slovenija želela, se pravi širitev, tudi za to je velika borba. In ne bom nalašč omenjal držav, ki si to želijo. Če bo do tega prišlo, potem mislim, da bo Slovenija dobila to pozicijo zato, ker je na nek način nevtralna in nima nobenih direktnih pretenzij v zvezi z nobeno kandidatko. In jaz mislim, da bi tudi države kandidatke, vseh 6, bile zelo vesele, če bi ta resor padel tako imenovanemu slovenskemu komisarju, zavedajoč se seveda, da on sam ne more nobenega spraviti naprej, če ni napredka in če niso vsi drugi tudi za to. Jaz sem tudi gospodu Erdoganu, ko je bila še Turčija bliže, če tako rečem, rekel, vi se ne pogajate samo z Brusljem, ampak vi morate prepričati vseh, takrat je bilo še 27 držav članic, če je ena proti, ni treba nič moralizirati, če je proti, ker ima pravico biti proti. Najmanjši Luksemburg ali Malta je lahko proti. Ko ste omenili gospoda predsednika Turčije Erdogana, nam pa lahko zelo zagreni življenje, če se ne bo malha Evropske zveze dovolj odprla, ne? Ja, tam je še zmeraj 3,5 milijona beguncev iz Sirije, ki se mislimo, le kaj bi malo bilo. ureja, ampak Evropa še vedno ni v stanju braniti svojega južnega boka, če tako rečem. In tega ni v stanju Bolgarija, ni v stanju Makedonija. Lahko pa plača, ne? Ja, sej ta sporazum, hvala Bogu, je, upam, da bo držal. Take sporazume bi morali imeti pravzaprav z vsemi državami, z Libijo vred, od koder begunci prihajajo, ne. In ta tema je še zmeraj, bi rekel, se jo obdeluje ideološko ali moralistično, ne. Jaz mislim, da nova predsednica ima precej boljši občutek za realnost in vidim, da išče tukaj skupne imenovalce, ker tle, če se ne bomo zmenili, bomo vsi plačali, ne. Kot sem prej rekel, ne moramo imeti 2 migracijskih politik, ne. 2 Evrop, ne? Ja. Ste še vedno član Nove Slovenije, ne skrivate, da ste z nekaterimi odločitvami ali pa usmeritvami, tudi mogoče kadrovskimi potezami novega vodstva nezadovoljni. Kakšna je vaša prihodnost v tej stranki? Se vidite še naprej kot mogoče stric iz ozadja, kot nekdo, ki lahko svetuje, seveda, če je slišan, ali iščete mogoče tudi kakšno priložnost? Glejte, bom takole rekel, kar se je meni zgodilo, je najbolj navadna stvar, ki se politiku lahko zgodi. Ne zmagaš vedno, ker je bilo veliko povpraševanja, sem dal, bi rekel, ime ponovno na razpolago, zavedajoč se tudi, da se lahko zgodi drugače. Ne bom zdaj razlagal, kaj in kako se je vse dogajalo. Jaz sem prepričan, da bi lahko imeli 2 poslanca, če bi ravnali drugače, in da bi imela tako imenovana desnica ali pomladna stran, bi imela lahko 5, če bi Nova Slovenija šla v model, kot je šla pred 2 leti, ker Janša bi vseeno dobil 3, če bi bil pa Bogovič pri Novi Sloveniji, bi pa mi dobili 2, tako kot smo jih prej. Številke so na to temo čisto jasne. Meni je žal, da ni bilo tega strateškega razmisleka. Drugače pa, glejte, jaz sem soustanavljal SKD, ga vodil 10 let, sem soustanavljal Novo Slovenijo in sem lojalen tej stranki, imam pa o kakšnih zadevah pač svoje mnenje, ki ga vodstvu vedno tudi povem. Tudi zdaj, ko gre za rekel, neke nove orientacije, sem to jasno in tudi javno povedal. Torej, jaz si želim, da bi Nova Slovenija delovala tako, kot je
z dobrimi rezultati deloval SKD. Jaz nimam slabšega rezultata v predsedniški karieri, kot je bil 9-6 v državnem zboru. In jaz sem prepričan, da to opcijo, bi rekel, izvorno demokrščansko potrebujemo. SKD je z njo začela in ko bomo imeli spet močno krščansko demokracijo, bomo imeli tudi malce drugačno Slovenijo. Zdaj imamo pač iz znanih razlogov dren na desni. Janševa stranka oziroma Pučnikova SDS ni prišla v rdečo internacionalo, kot so želeli, in potem se je Janša odločil, da obrne zadevo za 180 stopinj in se je premaknil na desno. Zdaj imamo 3 desne v Evropski ljudski stranki, kar samo po sebi tudi ni nujno, da je problem, ne? Ampak problem je, kadar te stranke med sabo zgubljajo energijo, namesto da bi se povezale tako, da bi energijo zgubljal kdo drug, ne? No, svoj čas ste opravili tudi življenjski boj z hudo boleznijo, z rakom. To je bilo enkrat takrat tudi, ko je zbolel tudi zdaj že pokojni predsednik dr. Janez Drnovšek. Javno ste o tem spregovorili, veliko o tem govorite. Dobro izgledate, ne? Hvala lepa. Danes sem šel popoldne, preden sem prišel sem šel gobe nabirati pod Krvavec. Samo 2 kilograma, ne? Nisem veliko dobil, tako rekoč nič, ne, sem malo prezgodaj prišel, ampak sem šel pogledat nekam, kjer ponavadi rastejo, če je zdaj letale dež že kaj dodal, ampak mislim, da rabimo malo višjo temperaturo. Našel sem eno zgubljeno ovco tam in, no, pa to ni pomembno, ustavil sem se nekje, kjer me je v eni gostilni, kjer me je gospa videla prvič, pa je rekla tako, kot ste rekli vi, ne, tako da jaz se tako tudi počutim. Čutim veliko energije. Kar se politike tiče, bi pa rekel, da se šele zdaj, po 3 mandatih v Evropskem parlamentu in seveda po mandatih prej doma, čutim zares politično zrelega, ne. In o raku sem že malo pozabil razmišljati, ampak to je dobro, kar se mene tiče. Mislim, da je treba biti čuječ, treba je biti pozoren, ker ta zadeva se lahko tudi vrne. Jaz skušam živeti tako, da bo to zdravo stanje še trajalo. Si to pomagate tudi z temi dolgimi posti? Posti so se mi obrestovali doslej, čeprav jaz ne trdim, da sem se rešil raka s postom, nikoli nisem tega rekel, sem pa naredil tudi post. Se pravi, jaz tudi zdaj 80 dni na leto približno ne jem, januarja ne jem, ob ponedeljkih ne jem, danes je ponedeljek, pa upam, da še razumno govorim. Skratka, jaz z manj dobim več. Pri postu sem se veliko naučil, to je ena izkušnja, ki jo ima zdaj že veliko Slovencev, zlasti po zaslugi gospoda Marjana Videnška. Tako da jaz sem tudi vodil skupino za boj proti raku v Evropskem parlamentu. Zdajle imam veliko vabil na to temo iz Evrope, tako da me ne skrbi, kaj bom delal. Lahko bi se samo zdravju posvetil. Eni me kličejo, da bi se bolj posvetil Zahodnemu Balkanu, vabijo me tudi Kitajci, lahko pa tudi samo orgelce igram. No, pa kitajsko še ne znate, čeprav sem prebral v vaši biografiji, da 5, 6, 7 jezikov kar dobro obvladate. Kitajščina mi pa res manjka. Grem pa zdajle v kratkem na Kitajsko, so me povabili na univerzo, kjer bomo govorili o morski svileni poti, ne. Mene zanima malo bolj ta njihov koncept in grem tja, bom pač svoje mnenje povedal na to temo. Kitajska se je odločila, da gre v svet, ne.
Ampak tam, če boste poklicali z mobilnim aparatom v Slovenijo, še ne bo prav poceni, ne? Če gremo pa kam v Evropsko unijo, to pa je malce vaša zasluga, ne? Ja, če pogledate na YouTube, dobite gospo Redingovo, takratno komisarko, ki lepo pove, da je bil začetek reševanja tega, ki se je končal z nulto tarifo za gostovanje, da je bil moj predlog, ker midva sta bila nekoč oba podpredsednika Evropske ljudske stranke in sva se iz drugih naslovov poznala, in ko je ona to prevzela in jaz sem pa postal poslanec, sem rekel: Vivian, to je tvoj resor, mene žena sprašuje, zakaj sem kaznovan, če telefoniram čez mejo. In je takrat rekla, Lojze, ni šans, je rekla, nacionalni telekomi bodo tako proti. Evo, je trajalo res da nekaj let, ampak smo prišli na nulo in srečujem ljudi, ki so mi hvaležni za to, zlasti tisti, ki hodijo na Hrvaško, pa so videli razliko, ne. Zdaj pričakujejo še, seveda Srbija ni v Evropski uniji, ampak v Srbiji mobilno gostovanje odpreš in ti takoj pobere kakšnih 100 evrov, ne? Zelo hitro, ja. Zelo hitro. Tudi v Črni gori. Ampak so malce trmasti baje, ne? No, vidite, tam se zdaj dogaja tisto, o čemer je meni komisarka Redingova govorila, ne. Mi smo prišli s to idejo. Jaz mislim, da sem bil spet ta prvi na enem seminarju, ko sem rekel, ne moremo zdajle sprejeti 6 novih članic čez noč, lahko pa čim več Evrope razširimo, kjer se le da, in sem rekel, dajmo telefonijo sprostiti, da bodo telefonirali, kot telefoniramo mi. In tam so seveda nacionalni telekomi proti, ne. Rajši pobere z naših računov. Služijo s tem seveda, ne. In ko bodo prišli do tega razuma, kot so prišli na Zahodu ali oziroma Evropski zvezi, bomo tudi iz Srbije telefonirali cenej, ne. Ja, zdaj pa res drago. Pa tudi iz Bosne, se mi zdi. Tudi, ja, ves ta, ampak ljudje... No, tudi to je prednost, če si v Evropski uniji oziroma Evropski zvezi, ne. No, ko ste že omenili tole zadevo, jaz to, rekel, ne gre za to, da bi se jaz hvalil, kaj mi je uspelo, ampak želim povedati, da ni problem v tem, da si za ne malce manjše države ali da nas je samo 8 v Evropskem parlamentu. Ti moraš imeti ta pravo idejo. Evropa je žejna idej. V tem trenutku posebej, ne. Mingede vam povedal, da ko sem se... No, mimogrede ste o Žeji govorili, ne? O Žeji. A ja, o Žeji. Je bil prejšnji predsednik, gospod Juncker, pogosto žejen, vse je tako izgledalo. Nekateri pravijo, on pravi drugače. Revma. On je to razložil z revmo, ampak jaz bi raje videl, da bi bil orang žejen, kot da bi imel revmo, ne. No, ampak zdaj itak, njegov mandat se zaključuje, marsikaj dobrega je naredil, zlasti po gospodarski plati. Imel je situacijo, kot je ni imel doslej noben predsednik komisije, veliko, bi rekel, neposlušnosti, če tako rečem, ali nepripravljenosti za sodelovanje. Upam, da bo nova predsednica bolj uspešna. Je zdaj žena, vaša družina, kaj bolj vesela, ko ste več doma? Čeprav vidim, da bi še kar malce šli po svetu, ne? Ja, jaz se moram zdaj, torej, tako bom rekel, trudim se, pa mi ne uspeva čisto, da bi sledil na svetu, ki so mi ga dali razni prijatelji, so rekli, 6 mesecev, da je čist mir, počakaj, kaj se bo nabrali na mizi, spoči se, sprehajaj se, tekaj, letaj, kar hočeš, pol se pa odloči, kaj boš delal, ne. Dobro, ampak, glejte, sem bil že na eni politični konferenci o osteoporozi v Londonu, ne, kjer jih je zanimalo, kako se stvar spravi v politično cev, kako se s tem skozi pride, ne, ker poznajo moje izkušnje pri raku in tako naprej. Zdaj grem v Zagreb čez 14 dni na srednjeevropsko konferenco o raku, ne. Rekel, na Kitajsko grem na temo tele svilene poti. Sem imel pa tudi nekaj lepšega, ne, podelim še to z vami, ne, ker smo govorili, da ni nujno, da si iz največje države.
Jaz sem se poslovil na koncu mandata, jaz sem zadnji dobil besedo v Evropskem parlamentu aprila in namesto govora sem raj zaigral evropsko himno. Ne. To je bil, temu se reče angleško, najbolj viralen dogodek tistega dne, ali kaj to so 100 000, so to zadevo potem gledali. In nekdo, ki je nek šef ene svetovne firme, je to gledal in je rekel, da se je jokal, ko me je poslušal in me je povabil v lepe kraje na zelo dober pogovor o prihodnosti Evrope, kjer je bilo veliko debate to s takimi ljudmi, ki pišejo govore predsednikom vlad in tako naprej. 3 dni smo razpravljali o prihodnosti Evrope in bili kar precej zaskrbljeni. Mimogrede rekli smo tudi, da bo šla Evropa naprej s pomočjo kulture, da zdaj rabimo kulturno spodbudo in bilo je tam tudi veliko muzike. Ne. In zdaj mene nagovarjajo, naj bi še kaj naredil naprej za dušo Evrope. Ne. To, da sem jaz zaigral Odo radosti in brez radosti v življenju ni nič. Ne. Ljudje so to razumeli, meni ni bilo treba nič razlagati, zakaj sem igral. Dobro, doma imate kakšne sveda naše značilne komentarje, ampak od zunaj so to vzeli za dodano vrednost. Jaz sem dobil povabilo, da v Bonski operi odigram himno na enem gala opernem večeru, tako da Vam dolg čas. Dolg čas mi ne bo, se pravim, lahko bi igral tudi. S funkcijo ali pa brez funkcije? Ne? Jaz ne potrebujem funkcije, jaz sem funkcij imel dovolj. Sem pripravljen moje znanje, moje izkušnje deliti s tistimi, ki jih to zanima. Tega zanimanja bo več zunaj, kakor ga bo doma. Nad tem, rekel, ne bom moraliziral. Ideja seniorata je na Zahodu zelo močna. Tam izkušene ljudi iščejo, pri nas jih pa prej izločajo kot ne. Tako da jaz se, rekel, pa tudi če bi se upokojil, o čemer res nisem razmišljal in še ne razmišljam, bi bilo to čist, rekel, dostojno. Ampak jaz sem bil navajen, lejte, zadnjih 30 let, lahko rečem, delati po 12 ur na dan, v času osamosvajanja še malo več. In jaz delam z veseljem, kar delam, zato tudi nimam problemov z energijo. Ne. Mene včasih vpraša, pa ti si ob 9 začel tako živ, kot si ob 8 zjutraj. Ne. Ker imam veselje s tem, kar delam in to je bistveno. No in če se malce pošalim, dejali ste, sem 30 let delal, sem bil povsod, veliko, tudi po svetu. So se tega verjetno navadili tudi doma? Da vas zdaj pa gledali? Ja, zdajle se z ženo privajava drug na drugega, ker sem preveč doma. Ne. No, ampak, lejte, zdaj je bil itak poseben čas, da smo bili na morju, kar je bil zelo lep čas in zdajle, no, ampak zdajle, evo, ta teden imamo v Švici eno obveznost, me je že klicala naša veleposlanica, kdaj se dobiva. Torej, jaz se bom moral res, kot vidite, se ne držim tistega 6 mesecev, ker če vidim dobro priliko in še zmeraj se odločim in še zmeraj doživljam to tako. Kamorkoli pridem, pride z mano tudi Slovenija. Kdor sreča Lojzeta Peterleta, sreča Slovenijo. Če jaz koga srečam, ga lahko vprašam, si že bil pri nas, če ga ni bilo, mu rečem napaka, ga povabim in tako naprej. Potem so navdušeni, ne? Navdušeni so še posebej tisti, ki jih spravimo v zrak, ki vidijo Slovenijo od zgoraj. Ja. Gospod Lojze Peterle, hvala, da ste bili naš gost. Jaz upam, da se še kdaj takole srečava, pa da boste še naprej zdravi. To je pa najpomembnejše. Ne? Hvala lepa, tudi jaz vam želim veliko zdravja, pa veliko močnih oddaj. Hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost, seveda, če ste bili z nami. Pa srečno.